Take the beat to the street. Živjo. Dan D odpirajo povsem novo poglavje v svoji bleščeči karieri. Na vznemirljive poti tišine se podajamo skupaj z njimi. V tokratni oddaji pa bomo raziskovali tudi skrivnosti iz vojno prepredenega Afganistana ter 3 odlične bende iz domačih koncev: Dubzilo, Staro Šuro in Brencelj bando. Pa začnimo. Dubzila. Novomiški kolektiv z večletno tradicijo, ki je sprva preigraval ter ustvarjal roots reggae, dub in punk glasbo, vse to pa s časoma nadgradil. Nihanje števila članov je redefiniralo njihov zvok. Stična točka pa ostaja dub v najširšem pomenu besede, tokrat na terasi Goge. Band je nastal tam nekako leta 2006. Ustanovni član je bil Zoran Šubešič, ki je tudi kasneje odšel iz benda. V bistvu na začetku smo preigravali tudi malo drugačen stil muzike je bil, ne. Tako da smo s časom se je tudi zasedba spremenjala in pač tudi zvrst muzike, ne. Tako da recimo Slejk je prišel, Dejan je prišel kasneje v band in tudi nekako veliko svojih idej imel in pač so se stvari začele drastično spremeniti, no. Glasbeni izraz črpajo iz osnovne dub forme, ki jo uspešno in eklektično mešajo s tradicijo reggaeja ter mnogimi sodobnimi glasbenimi tokovi in žanri, kot so plesna elektronika, alternativa, rock ter post-rock. To je dub kot vsak dub, samo da ga pač, tako smo ga poimenovali, ker se pač dogaja v našem Podgorju pač. To je to. Čeprav en član je pa iz Gornje Radgone, naš DJ, ki je. Tako da v bistvu nismo, mislim, tudi on je pol ratal del te zgodbe podgorskega duba, ne. Sam midva so v bistvu z Sašom, on je naš DJ, so bila skupaj cimra dosti let nazaj in midva so bila DJ-je, ki sva že prej dub vrtela po teh partijih, po Metelkovi, po Ljubljani, po celi Sloveniji. Pa jaz sem glih pol kasneje prišel v Dubzilo in sem še njega povabil, pač se mi je zdelo kul in je kul ratalo, no. DJ je bil sicer zadnja pridobitev benda. Dub bazira na nekih samplih, ki so v bistvu v osnovi so neki govori, ne. In pač, ne vem, pač to paše nota, da naredi nek ambient, ne, neko zgodbo, neko sliko nekega komada, na primer, no. Dub se vse bolj prijema tudi pri nas. Ja, kakor se duba tiče, v bistvu smo mi edini band, ko v bistvu dub špilamo tako v Sloveniji, ampak je pa dost teh DJ-jev, ki delajo svojo muziko, elektronsko pač, na svoji podlagi. In smo tudi v bistvu na eni kompilaciji, predno smo izdali svoj prvi prvenc, smo en komad dali na eno kompilacijo, se imenuje Frightone dub. To so pa v bistvu eni iz Maribora, eni dečki so to naredili in je še več teh dub slovenskega momenta, pač dub komadov, no. Ekipa je svoj zvok na CD-ko prvič zaklenila po sodelovanju na klubskem maratonu. Ja, prvenc je izšel lansko leto novembra, pač nekako smo ga vsi dolgo čakali, no. Pač ima 10 komadov je gor, pač zelo dobro je uspel. Izdali smo ga pa RRŠ-u, ne, Radio Študent, ki nam pač tudi zelo stal ob strani in nam pomagal, ne. Sicer pa lahko fante na domačih odrih opazite tudi kot spremljevalce drugim glasbenikom. Trenutno smo bili v bistvu spremljevalni band za 2 koncerta smo imeli s Klemnom. To je bilo to, pač zanimiva štorija. Bolj izkušnja, ja. Dobra izkušnja. Vse dub nekako v osnovi iz duba se je veliko zvrsti po drugih razvilo, kot je tudi na primer hip-hop, ne, pa druge stvari, tako da
se da tudi v bistvu dobro nekako zmešati vse skupaj, kako bi rekel. In čeprav se prah iz njihovega prvenca še zdaleč ni polegal, fanti iz Dobzile že načrtujejo naslednji korak. V decembru upamo, če bo vse po sreči, bomo šli posneti v bistvu drugo plato in po vsej možnosti bomo kar na LP-ju izdali, na vinilu. Tako da, sicer za naš slovenski trg je to malo kritično, ampak se bomo spustili pač ta strošek, pa bomo pač, ker je dosti boljša kvaliteta, ne. Pa malo bolj organsko bomo šli. Mogoče zdaj produkcijsko je bilo malo bolj elektronsko obarvano, zdaj bomo šli pa malo več roka bo noter, pa tako, no, malo trši zvok bo. Afganistan je dežela pogumnih. O tem smo se lahko prepričali s pričevanji iz prve roke na afganistanskem večeru v novomeškem hostlu Situla, kjer sta svoj pogled na bivanje v tej državi predstavili dve slovenski prostovoljki in Afganistanec na začasnem bivanju v Sloveniji. Slovenia is a really green country. It's calm. I see that. It's quite different than my country. There it is dry, but here it is so green, and it is so peaceful here. People are also calm, and I see, as I say, it is quite different here. Še posebej je opazil drugačno podnebje. If I compare the climate, it is green, there is dry. Here is hot as well, but there we have hot weather here with the moisture, but there in Afghanistan we have hot weather, but it is dry. It is more sand and wind. Here there is not that much strong. But people who have been dealing with me, they have been really kind. I can see that. I can see that. It was almost feeling as human beings, and then I didn't expect this much of honor from Slovene people here for me. That was really great. Afganistan je raznolika dežela, ki že vrsto let trpi pod okupacijo zahodnih sil. Afghanistan is a bigger area, and people are all a hospital, and then regarding the culture, people are also hospital. They like each other. There is still the family relation is stronger than here. Here is more individual. The family relation, I mean, taking care of each other, the brothers, the parents, each other. Still, that is very strong comparing to here. Here I see that it is a little bit distance is bigger than my country. That is the huge difference I saw. Ljudje pa to azijsko državo najpogosteje še vedno povezujejo z vojno. This is not the war between the Afghans. Unfortunately, Afghanistan is located in a position, in a location that always the others interfered in my country. In the last 35 years, first 9 years Russian, and then for a while there was civil war, and then we had the Taliban with influence of Pakistan, and now all the countries, more than 40 nations are there in my country. So they have their own way of thinking and their own way of interest, and we people, as I say, it's correct that we are from different nations. What we want is peace, security. Vera je za Afganistance pomembna. That is something common for 99.9% of people. They are Muslim. There is no doubt that most of them are Muslim, and that is very strong comparing here. I see the mosque there. They are again 5 times praying. The people go praying, but here I see very big, and in each location, as I hear, it is 3 kilometers or 300 meters. There is one church, nice design, but I don't see too many people to go there. Na večeru so predstavili tudi tradicionalno afganistansko poroko. Most of Europeans who haven't been in Afghanistan, they think in Afghanistan is only war, and there is war. Here, the message is this, that we are going to say, it is correct that we had war still, but there are a very strong culture and history that people, if you go to the community, deep in the community, you will see that even there is war, but people are still laughing, they have music, they are dancing, they are religious, but still they didn't lose their culture.
Kulinarične danosti Slovenije in predstavljene države pa so presenetljivo podobne. I didn't see any differences really. Here in my country and there I see the same price. That was only what I could see here free. I'm saying the water and the map I could get for free. But there it's almost same, but the price of bread, for example, ice cream, food items, I compare. It's almost same price. Except some natural fruits that we have seasonally, for example, in Herat, when it is the season, grape here, it is €4, but in Herat right now you can get it for 20 cents. Ahmed je prepričan, da je Afganistan za obiskovalce več kot zanimiv. Don't think of only too much for the medias and the reports, because it is one person. Afghanistan has 30 million people, and these 30 million people are thinking peacefully. That's the general message. I mean, this is my traditional class, and I say that I can be a tourist, but I'm not a terrorist as well. So this is not to think for everybody like that. I'm educated enough, not only me, but I have also 10 brothers and sisters, and they are all educated. They are all thinking like me, and I know thousands of people. I have been in different provinces. So Afghanistan has a history. Afghanistan is very rich in the culture, and people are peaceful. Novomeška zasedba Dande je napovedala jesensko turnejo Tiho. Poleg nastopa na Lentu junija letos so se fantje v akustični verziji nekaj let nazaj publiki sicer že predstavili s turnejo Ištekani. Tokrat gredo s svojim nastopom še malo dlje. Glede na to, kako si rekel, da so v tej akustični verziji ti neki klasični stereotipni akustiki, ki ste nas že slišali, smo hoteli mi pač narediti čisto eno drugo zgodbo. Vsaj kar se inštrumentov tiče, jasno posledično temu tudi muzika drugače pride do poslušalcev v taki obliki, ki jo zdaj delamo. Posebnost turneje je v tem, da bodo električne instrumente dali na stran ter zaigrali na stare bisernice, mandoline, žlice in kuhalnice. Če začnemo pri brnkalih, bisernice, ukulele, tamborica, mandolina, recimo jaz uporabljam kot vokalist, sploh ne uporabljam klasičnega seta bobnov, med drugim tolkala razna, tarabuka, koхон, konge in tudi gremo raznimi zadevami, sprah, ribenžen, flaše in tako, tak zanimiv opus inštrumentov. Preklop iz električnih glasbil na nekaj povsem drugačnega je bil sprva težak, pravi Obra. Težko. Moram reči, da smo se kar v štartu kar namatrali, ampak zdaj nekako je to, smo dobili v kri in moram reči, da nam že kar dobro gre. Skratka, ni bilo tako enostavno. To so le stvari, ki kakorkoli obrnemo, so si dosti različne. Lahko bi človek rekel, da se je to isto brnkalo, bobni, tolkalo, ni isto. Je kar različno in ni bilo tako zelo enostavno. Ampak evo, mi smo tole nekako to osvojili in zdaj to delamo. Povsem nekaj novega bo to zagotovo tudi za publiko. Koncerti bodo potekali nekoliko drugače, bučnega norenja in petja tokrat namreč ne bo, iz česar izvira tudi ime turneje. Zato, ker bo to moglo biti tiho na našem koncertu, ker bomo to izvajali. Sam koncert ne bo res ona klasična izvedba, ljudje bodo bile mizice, se bo sedelo, koštiralo, skratka poslušalo glasbo, kaj jedlo, kaj pilo, tako da ne bo tisti klasični koncert. Turneja sicer obsega 17 koncertov, prvi je v prestolnici na vrsti že 10. oktobra. Začnemo v Ljubljani v Orto baru, kjer bomo imeli, to je 10. oktober, kjer bomo imeli 4 koncerte zapored. 19. oktobra mislim, da je v Šentjerneju, nisem prepričan, se opravičujem. Zaključek te turneje bo pa 29. novembra
v Patriotu, ravno tukaj, kjer smo, bo pa tudi 2 dni, 29. in 30. Uporaba drugačnih glasbil in popolnoma nov zvok pa lahko vplivata tudi na material, s katerim bodo fantje postregli v prihodnje. Delamo na novi plošči, skozi počasen, brez vsakega presinga, nikamor se ne molijejo. Zdaj smo dobili nek nov izziv, delamo to akustično varianto. Tako da razmišljamo, delamo tudi na novi plošči, vendar ni zdaj tisto tako zelo intenzivno, ni zelo, da bi bili omejeni na kakšen rok. Skratka, delamo po občutku. No, sicer prej sem omenil, da pretežno igramo komade, obstoječe komade, ki jih poznamo v električni verziji. Bo pa slišati na tej turneji skratka tudi nekaj novega, na par komadov novih, ki bojo pa dejansko zaživeli tudi v obliki električni. Predstavili bomo pa v prvi obliki v tej akustični. Prav gotovo bo pa tudi, kot sem že omenil, bo pa tudi v drugi obliki električni. Tako da nekaj stvari boste tudi novih slišali. Prihodnje leto tako sledi ali ustvarjanje novih komadov ali ponovitev turneje, seveda z določeno nadgradnjo, še dodaja Opra. Novomeški lokal Patriot so pred kratkim zapolnili zvoki zasedbe Brencelj Banda. Zasedbe, katera avtorska glasba je nastala pod vplivom ljudskega izročila iz različnih koncev sveta, predvsem pa seboj nosi močan slovanski duh. Kljub temu, da je njihova glasba v marsikaterem elementu podobna ljudski, pa so vsa besedila v večini delo Andreja Boštjančiča. Smo glih v tem pogledu malo bolj unikatni, ker če lahko rečemo, da naša glasba spominja na slovensko ljudsko izročilo, se večina bendov, recimo s podobnim zvokom, akustični, se res lotevajo obdelave in predelave ljudskega izročila, prav konkretnega materiala. Zelo malo je, recimo, avtorske glasbe takega tipa v Sloveniji. Tudi na koncertih tako preigravajo zgolj avtorsko glasbo. Čisto tako je, na koncertih igramo izključno avtorsko glasbo. Tu pa tam kako slovensko ljudsko ali pa tudi kako drugo ljudsko, če nam se zazdi, da bi pasala. Ampak večina špilamo svojo avtorsko muziko. Hej, ljubček moj, po Trstu sem hodila. Hej, ljubček moj, po Trstu sem hodila. Hej, ljubček moj, po Trstu sem hodila. Da me ni bilo tak, da ugledamo. Ljubca moja, kaj si mi tam kupila? Ljubca moja, ma kaj si mi kupila? Ljubca moja, kaj si mi tam kupila? Da te ni bilo tak dolgo poznati. Zasedba je nastala v Bistrici ob Sotli. Najprej kot duo, šele pred kratkim pa se je dejansko oblikovala 5-članska zasedba. Brencelj Banda je nastala tako, da smo spolno začeli igrati sama, v bistvu smo bila duet, pa še ni bila prava banda. Potem smo pa leto 2008 se nam je pridružil Rok Šinkovec, harmonikaš, potem še pa leta 2009 kontrabasist Matija Krivec, ki je zdaj skozi nas, prej smo pa malo si sposojali basiste. In potem se nam je letos pridružil še Klemen Bračko, tako da zdaj nas je 5. In to je to. Ja, zasedba je od inštrumentov violina, harmonika, kitara, kontrabas. Poleg tega je pa precej petja, vseh 5, no. Do nedavno smo bili 4, tako da so še malo vajena govoriti o kvartetu, drugače vseh 5 ne spoje, mi dva z Rokom, harmonikarjem pa v glavnem. Mogoče je specifično, da smo tak bend, ko vsi pojemo in s tem damo pač posebno energijo. Zame je in ta glas najpopolnejši inštrument. Svojo glasbo sicer predstavljajo tudi izven meja Slovenije.
Odkar smo izdali ploščo 2 leta nazaj, pa do zdaj smo imeli koncertov, takih prav koncertov, malo več kot 100, kar se mi zdi, da za slovenske bende kar malo nad povprečjem. Bili smo lani, smo bili v Srbiji, smo gostovali, ker imamo glasbo v enem srbskem filmu in so nas povabili, ko so bile premiere, da smo spremljali premiere. Decembra gremo v Italijo na en festival in bomo še tem festivalu priključili eno manjšo turnejo po Italiji. In seveda se trudimo, vsak se trudi, da bi čim več igral, da bi šel tudi ven, seveda, da bi razširil, ker Slovenija je zelo mala, hitro prideš okrog. Čeprav še je ogromno prostorov, kjer si želimo igrati, pa kjer si verjetno tudi želijo nas pripeljati. Tako da, ja, večina po Sloveniji, ampak želimo si iti ven, seveda, ker je čisto drugo doživetje, ko igraš v tujini. Prvo zgoščenko Zemljin ples so izdali 2 leti nazaj, nanjo pa uvrstili 14 skladb. Na prvi plati je 7 inštrumentalnih komadov in 7 vokalnih. V bistvu je muzika več ali manj optimistična, vesela, pa kakva balada vmes. Prva plošča je nekaj posebnega za vsak bend, to je doživetje, ko se bend zbere pa zvadi tiste prve stvari, pa posname, pa pride ven s ploščo. Smo zelo veseli, Zemljin ples je nekaj posebnega z nas. Zasedba je sicer trenutno v fazi snemanja druge plošče, ki pa se bo stilsko nekoliko razlikovala od prve. Zdaj nova plošča bo pa malo širše glasbeno. Prva ima predvsem zvok, zveni kot ljudska glasba, pač so motivi, teme, so slične, kot je ljudsko izročilo, ampak je kljub temu avtorsko, oziroma eno besedilo smo vzeli Ljubca moja ljudsko. Zdaj pa, ko se lotevamo nove plošče, je pa malo širši zvok, tudi ni toliko slovanski, mogoče kakšen tango tudi vmes, pa kaj bolj južnoameriškega, pa tako bolj nekako nam je prišlo tako, tudi blues je vmes, malo drugače, ampak vseeno smo to mi. Posebnega razloga za rahlo menjavo stila glasbe sicer nimajo, pravi Andrej. Zdaj pa pač prišlo tako, da smo malo razširili zvok, mogoče pa ritme, pa vse skupaj. In ne vem, blues se mi zdi čudovit način, da poveš eno realno zgodbo v njej, ki nas obdaja. Čist tak in zato je pač blues. Ampak vse kljub temu imamo mi taki zvok, te 4 inštrumenti, ki so, da še vedno je tle vse povezano prek tega zvoka, da vse te komade povezuje naš zvok in pol je to ena taka celota čisto. Njihova druga zgoščenka bo predvidoma izšla konec novembra, sledila bo tudi kratka promocijska turneja. Fantje iz Dolenjskih Toplic, ki že nekaj let delujejo pod imenom Stara šola, so v domačem Kevdru pred kratkim ponovno zaigrali pravi rock'n'roll. Skoraj eno leto se fantje sicer niso pojavljali na odru, so bili pa zato toliko dejavnejši na vajah in v studiu. S koncertom v Dolenjskih Toplicah so namreč predstavili svojo prvo ploščo Dirty 13. Spravo plošče naslov Dirty 13, Stara šola, ena doza malo več kot ducat, en pa pol več kot ducat pesmi. Zakaj Dirty 13, pač to je tudi pesem na plošči. Naj si narod poslušal, zakaj se gre, lahko je 13 tudi srečna neka nesrečna številka, nima pač veze, umazanih 13 komadov. Plošča je nastajala vse od februarja. Posneli smo inštrumentalni del dejansko zelo hitro, 2-3 dni, že v februarju, tako da tam je ostal nek dokument, pa se potem pomalo vse skupaj zavleklo. Zaradi pač sponzorji in tako naprej, tisk in vse ostalo, da skompletirali smo to zdaj pred kratkim, pred kakim mesecem. Drugače pa februar, 3 dni, 4 dni inštrumental, potem pa čez kakih 14 dni smo posneli še vokale, neke finese,
Potem pa smo počašli na dizajn, tukaj se pa nekako zgodba malo vlekla, ampak zdaj imamo, kar imamo. Plošča pooseblja pravi dirty rock'n'roll, pravijo fantje. Celotna plata je dirty, je dober rock'n'roll, tako mora biti. Je umazano, mora biti. To se pravi, mi ga kar žgemo, celo plato. Če misliš na tekste, to je na meni v bistvu pokazati. V bistvu nek upor, neka jeza spet, ampak teksti so dosti, mislim, da socialno angažirani, zdaj razgibani. Pač, če gledaš iz pesniškega vidika neke svobode, sej se vsak neki hoče opirati, povedati, tudi redu, ne, vidiš to, ne. Ampak zdaj to povedati pa po svoje, spet stukati prežvečeno, ampak trenutno tle in tukaj zdaj. To pomeni, da mali človek v vseh razmerah, mogočih, nemogočih, od osebnih čutenj pa naprej in nazaj, ne. Prav, to so lahko kakršnakoli more, sanje, trenutek življenja, se pravi, kaj te mori punca, delo, vlada, celotna država Slovenija, Postojnska jama ali pa Triglav, se nima veze. Pri nastanku plošče so sodelovali predvsem s tehničnimi sodelavci in gostujočih glasbenikov na plošči nimajo. No, skoraj. Pač, kar se tiče sponzorjev in ostalih tonskih tehnikov, snemalcev, vsem bi tu še enkrat zahvalil sponzorjem, pa pač Mihatu, Arnošu, ki je bil producent, soundcheck master, tudi malce nam je zrihtal pa take zadeve. Drugač pa gosta kakšnega na albumu ni, pač tu smo mi, edino imamo skrit komad, ne smem povedati, na katerem se oglašajo ptiči in to so edine živali poleg nas, ki so posnete na plošči. Čeprav ne delujejo kot komercialni band, pa si želijo posneti tudi svoj video spot. Podrobnosti so sicer še vedno nekje v zraku. Tako da bo, spot bo, ne vemo še za katero pesem, ne vemo, čisto točno smo v nekih debatah. Ko bo denar, pa bomo rekli, evo, tako bo tako, ker ponavadi, ko imamo sredstva, to kar hitro zaključimo. Imajo pa fantje, kljub temu, da so pred kratkim izdali svojo prvo ploščo, že na zalogi nekaj novih komadov. Pač ta plošča je, ko sem rekel, dokument časa, je nekako ima rdečo nit. Tudi kar se tekstov tiče in same muzike, recimo, ne bomo zdaj to prebivalsko zgovorimo, to umazan rock'n'roll, karkoli. Naslednja, pa ne vem, zakaj smo zaplavali v malo drugačne vode spet, ampak spet je to naša muzika, tako da ne bomo rekel, kakšne vode, ni bomo nič drugače, ampak nekako drugačna muzika bo. Kako bi rekel, ne znam povedati, drugače čutim. Tako stare kot nove komade pa bodo oboževalci pravega rock'n'rolla med drugim lahko slišali in čutili na promocijskih koncertih v Slovenj Gradcu, Velenju in Kopru. To je za nocoj vse. To in vse ostale arhivske oddaje brez panike si lahko ogledate tudi na spletni strani vaskanal.com. Bodite z nami spet čez 14 dni, ko za vas pripravljamo pogovor z mladim pesniškim upom in pregled odličnega jesenskega koncertnega dogajanja. Do takrat pa brez panike.